Kmetijska politika ima svoje osnovne cilje zapisane v pogodbi, kako prehraniti prebivalstvo Evrope, kako kmetom omogočiti pristojen dohodek, hkrati razviti podeželska območja. Novi izzivi, ki so vedno bolj v ospredju tudi v sedanjem predlogu, so povezani z okoljem, podnebnimi spremembami in pa vlogo kmetijstva v tem delu in pa bremena, ki jih mora prevzeti nase tudi kmetijstvo. Po drugi strani pa se pojavljajo ti novi izzivi, ki so povezani z izseljevanjem prebivalstva iz podeželja, tudi iz revnejših delov Evrope v bogatejše dele, staranje nosilcev kmetij, problem, ki ga je že tudi poročevalec omenil okoli konvergence, ki je v dveh vrstah, ena prerazporeditev med državami, kjer vemo, da so še vedno velike razlike in je potrebno to nujno zmanjševati. Po drugi strani imamo pa koncentracijo zemljišč tudi okoli posameznih investitorjev, velikih podjetij, temu ne moremo reči več kmetije v enem delu Evrope. Poenostavitev, fleksibilnost kmetijske politike, subsidiarnost, to je tisto, kar na nek način poskuša komisar Hogan v svojih predlogih predstaviti za to bodočo kmetijsko politiko. Strateški načrt, o katerem zdaj govorimo, je krovna uredba, ki jo sam na nek način povezujem ali pa delam neko paralelo s partnerskim sporazumom, ki je bil doslej obvezen za kohezijsko politiko. In to je nekaj novega v kmetijski politiki, kajti novo je tudi ta princip, da se iz skladnosti, kjer je praktično vse bilo zapisano v uredbah Evropske unije, prenašajo stvari sedaj v ta strateški načrt, kjer se združita na nek način tako prvi steber, kakor tudi program razvoja podeželja. Velika težava pri zagotavljanju teh ciljev je, in prav je, da to obravnavamo na našem odboru, da sta ravno ti dve področji, se pravi področje skupne kmetijske politike, prvi in drugi steber, ter tudi skladi, ki pokriva kohezijska politika, deležni največjega zmanjšanja. Zato prvo se mi zdi nujno, da podpremo to, kar je tudi bilo stališče parlamenta, da do tega zmanjšanja ne pride in da po potrebi tudi povečamo proračun, ki ga imamo namenjenega za Evropsko unijo in v tem delu ohraniti sredstva na tej višini. Kar se tiče te velike spremembe, je za moje pojme tudi velika sprememba, da je skozi strateške dokumente bistveno več odgovornosti sedaj na državah članicah, da enostavno ne bo več možen izgovor, to je bilo dogovorjeno v Bruslju, to moramo izvajati, ampak bo potrebno veliko kreativnosti na nivoju držav, regij. Tu je neka nevarnost, ki jo sam vidim, ker poznamo, da je Evropa zelo različna in v nekaterih državah se bojim, da bo ta dialog, ki je nujno potreben za dosego tega strateškega cilja, pod vprašanjem oziroma bo težje ga izvesti in bo lahko tudi za posledico, da bo med državami prišlo potem do zamud in zato tudi sam, kar bom tudi pri naslednjem poročilu, ki se nanaša na to horizontalno uredbo, tudi predlagal podaljšanje prehodnega obdobja oziroma vzpostaviti to prehodno obdobje. Podpiram te usmeritve, ki so tu noter usmerjene v podporo družinskim kmetijam, podporo mladim kmetom. Mislim, da enostavno je tu zelo potrebno in gre ta področje v to smer. Najbrž pa ne smemo pozabiti tudi na tiste, ki predajajo kmetije mladim, kajti tam je velika bojazen, ljudje v 50 letih in še nekaj, kako preživeti do upokojitve in tu je neka stvar, na katero mislim, da malce pozabimo in bi bilo po moje potrebno ta sredstva na nek način kombinirati za enega in za drugega. Prenos znanja bo izredno pomemben za prihodnost, za konkurenčnost, digitalizacija na podeželju, povezano z LEADER shemo, povezano z regionalnim skladom. Sam poskušam tu znotraj te iniciative za pametne vasi na nek način zaokrožiti to, kar je tudi poročevalec dejal. Če želimo imeti poseljeno podeželje, ni dovolj, da imamo samo kmete na podeželju, ampak moramo imeti živo podeželje, skombinirati ukrepe tako kmetijske politike, regionalne politike, državnih politik, vezanih na izobraževanje, na šolstvo, na zdravstvo in gre za v bistvu za en holističen pristop razvoja podeželja in v te cilje tudi usmerjam to aktivnosti na področju pametnih vasi, kajti mislim, da
lahko tu zaokrožimo ta del. Mislim, da je povsem nepotrebno in kontraproduktivno, koliko bomo ustvarjali neko rivalstvo, tenzijo med odborom za kmetijstvo in odborom za regionalni razvoj. Mi imamo skupno delo, kako razviti tudi podeželje, celotne države, iznotraj podeželja. Upam, da pride tudi do te tako imenovane rural agende, se pravi podeželske agende, kot jo imajo mesta, in da na ta način te ukrepe tudi lažje zložimo znotraj vseh ukrepov, ki so, kot sem že dejal, pomembni za razvoj podeželja od lokalne ravni pa do evropske ravni. Strateški načrt je ključen dokument in zelo potrebno bo, da ga bomo se vsi skupaj dobro lotili, državam pa tudi dopustili dovolj časa, da se bodo prilagodile, spostavljale svoje sisteme, s katerimi bodo morale prevzeti bistveno večjo odgovornost za razvoj.